Dober večer. Nocoj v Tarči o tem, kako delujejo tako imenovani lokalni šerifi, ki poslovanje z občinami pogojujejo z donacijami. Po plačilu denarja natančno določenemu podjetju, posamezniku ali športnemu društvu pa se vse uredi. Občinski prostorski načrt, gradbeno dovoljenje ali umik predkupne pravice. Vzorec je znan, a v državi sprejemljiv. Ljubljanski župan je pretekli konec tedna na Ljubljanskem gradu sporočil, da bo po 20 letih na čelu občine ponovno kandidiral. Njegovo odločitev je kljub vsem sumom in obtožbam korupcije prišel pozdraviti politični vrh. V drugem največjem mestu spremljamo enak način delovanja stavki iz odredbe za hišne preiskave pri mariborskem županu in drugih vpletenih. Ne zaostajajo za opisi delovanja v glavnem mestu. Daj 80 000 evrov in boš imel božji mir. Vedno je donacija mestu, vedno je bila in bo. Vse skupaj se je v Mariboru začelo na travniku sredi urbanega naselja, kamor je podjetnik, ker kmetijskega zemljišča občina ni spremenila v zazidljivega, pripeljal prašiče in osla. Podjetnik je postal tajni policijski sodelavec. Mariborski župan pa je od njega, kot razkrivajo policijski dokumenti za hišno preiskavo, za tako imenovana odprta vrata pri občinskih nepremičninskih poslih zahteval 150 000 evrov donacije. Dogovarjanja so potekala tudi prek posrednika, županovega prijatelja in lastnika kluba borilnih veščin, nekdanjega kandidata za predsednika Olimpijskega komiteja Tomaža Barade. Tam se vse sklepa, lahko beremo v policijskih dokumentih, in tja so se med drugim stekala sredstva donacij podjetij, ki so dobila posle z občino. Klemen Košak. Ob robu naselja stanovanjskih hiš, nasproti doma starejših občanov in pod slikovito Pekrsko gorco. Zemljišče, za katerega je po prepričanju tožilcev župan Maribora Sašo Arsenovič zahteval podkupnino. Danes je predvideno za stanovanja, zaslugo za to pa je očitno treba pripisati tudi krškopoljskim prašičem, ki so tu živeli še februarja lani. Prašiče je leta 2022 sem pripeljal podjetnik in nekdanji politik Aleksandar Jovanovič, ki je lastnici, danes 85-letni Angeli Šerbec, pomagal prodajati zemljišče, ki je imelo takrat status kmetijske zemlje. Nismo imeli koruze, nismo imeli soje, poljščin, pač smo se odločili za tudi neke vrste protesta, z svinjerejo. S pomočjo prašičev in pozneje tudi glasnega osla Bineta je želel Jovanovič pokazati, da kmetija sem ne sodi. Povsem jasno je bilo, da želi izsiliti spremembo namembnosti in dvigniti vrednost parcele. Nismo tega nikoli skrivali. To je bil neke vrste kmečki punkt, ker smo naleteli, lastnica je naletela po desetletjih na bistvu zid. Mariborski podžupan Gregor Reichenberg mu je namreč pred tem, kot izhaja iz te 208 strani dolge odredbe za hišne preiskave, za spremembo namembnosti zemljišča postavil pogoj: plačilo fiktivnih računov v vrednosti 20 000 evrov. Na koncu do tega ni prišlo. Po besedah Jovanoviča mu je podžupan dejal, da bo na predmetnih zemljiščih še 15 let kmetija dišala. Podžupan Reichenberg, sicer sorodnik Arsenovičeve nekdanje žene, nam je vse to zanikal. Policija je te očitke preverila in ovrgla že pred leti, je poudaril. A prašiči so bili za župana Maribora Sašo Arsenoviča vsekakor nerodna zgodba. Pristala je v skoraj vseh medijih po državi. Novi prebivalci elitne soseske v Mariboru bodo krškopoljski prašiči. Sredi mesta postavili prašičjo farmo, občanom pa pujsi niso po godu. Na to se je premaknilo. Mestni svetniki so februarja lani spremenili namembnost tega zemljišča. Postalo je zazidljivo, Jovanovič je prašiče prodal in hitro našel kupca za parcelo. Tomaža Polaka, ki je ravnatelj glasbene šole Gornja Radgona in tudi velik nepremičninski investitor. Njegova skupina SH Global je v zadnjih 10 letih hitro rasla. Polak in Jovanovič sta se dogovorila za 1,7 milijona evrov, približno 20krat več, kot je bilo zemljišče vredno pred spremembo namembnosti. Na to pa se je, kot poudarja odredba, vpletel župan Maribora Saša Arsenovič. Z Jovanovičem in Polakom se je, kot piše v odredbi, Arsenovič dobil 18. septembra 2025 v zatrkovalnici v pritličju hotela Maribor, ki je v njegovi lasti. V njem ima tudi pisarno. Arsenovič je najprej arogantno napadal Jovanoviča zaradi sramote, ki naj bi mu jo napravil zaradi pujsov v času njegove druge kandidature. Nato pa mu je rekel, da mora mestu za to nekaj dati oziroma plačati. Župan naj bi zahteval, da Jovanovič donira podjetju Europlakat, ki ima koncesijo za javni sistem za izposojo koles, imenovan M-Bike, in sicer 190 000 evrov.
Jovanovič pa bi, kot naj bi mu dejala Arsenovič in Polak, lahko na novo postajo M-Bajka dal ime svojega podjetja. Ko jima je Jovanovič odgovoril, da njegova firma ne potrebuje nobene promocije, sta se Arsenovič in Polak za kratek čas umaknila na samo. Nato je Arsenovič šel po kapučino za vse tri, Polak pa je prisedel nazaj k Jovanoviču, ga potrepljal po rami in mu potihem rekel, da bo vse v redu in se bo za njega vse ugodno končalo. Ko se je Arsenovič vrnil k mizi s kapučini, je Jovanoviču rekel, da bo ceneje skozi prišel, da je cena zaokrožena na 150 000 evrov. Nato pa je Polak Jovanoviču ponovno rekel, da je zdaj, glede na vse, dobro skozi prišel. Arsenovič naj bi mu zagotovil tudi, da teh 150 000 evrov pomeni, da so mu pri njem odprta vsa vrata za vse ostale zadeve, karkoli bo pač potreboval od njega. Jovanovič je nato omenil, da namerava kupiti to hišo na Ribniški ulici v Mariborskem mestnem parku, a potrebuje soglasje občine. Arsenovič naj bi zagotovil, da bodo vse uredili. A Jovanovič se ni strinjal, da mora plačati donacijo zaradi zemljišča oziroma prašičev. Sledil je sestanek Tomaža Polaka z Jovanovičevim sodelavcem, ki je opisal, kako je Polak pred njim iz torbe vzel predpotopno Motorolo, s katero je poklical Arsenoviča. Po telefonskem pogovoru je Polak rekel, da je 80 jurjev zadnji predlog za oblasti in da s tem dobi božji mir. Teh 80 000 evrov za donacijo pa ne bi izplačal sam Jovanovič, pač pa bi za toliko Polak znižal svojo kupnino in donacijo Evroplakatu nakazal sam, k temu pa bi dodal še svoj delež. Polak izjave ni želel dati, po telefonu pa nam je povedal, da je bilo vedno govora o prostovoljni donaciji. Vendar iz odredbe izhaja, da je Jovanoviča domnevna zahteva za podkupnino zelo motila. Ni se strinjal z nižjo ceno za zemljišče in dvomil je, da bo denar res porabljen za M-Bike. Kmalu po sestanku z Arsenovičem in Polakom se je oglasil na policiji in postal njen tajni sodelavec. V naslednjih tednih je Jovanovič pritiskal na Polaka, naj mu nakaže še 80 000 evrov, ki jih je Polak hranil za donacijo M-Bajku. A Polak ga je, kot piše v odredbi, prepričeval, da tako pač je. Ni države, v kateri bi dobil spremembo namembnosti brez dane donacije in v Sloveniji takšnega mesta zagotovo ni. Sploh pa to ni Maribor, saj je Polak zatrdil, da je Arsenovič preveč pogolten na denar. Jovanoviču je zagotavljal, da je prišel poceni skozi in da je to boljše kot pri prejšnjem županu. Andreju Fištrovcu nisi mogel ničesar plačati, zaradi česar tudi nič ni šlo. Ter mu svetoval: ne odpiraj več te teme pri županu, ker se bosta skregala in boš na pune hamre. Polak je večkrat apeliral na Jovanoviča, naj neha pritiskati. Iz odredbe je sklepati, da zaradi lastnih interesov. Županova naklonjenost naj bi mu bila zelo pomembna. Polak je sicer jeseni od Jovanoviča kupil zemljišče za stanovanjsko gradnjo, a to zemljišče je neuporabno, dokler občina zanj ne sprejme občinskega podrobnega prostorskega načrta, torej dokumenta, ki določa, kaj točno se lahko na zemljišču zgradi. Ta dokument na predlog župana sprejema mestni svet in je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Arsenovič naj bi dal Polaku vedeti, da predloga ne bo poslal mestnemu svetu, če ne bo donacije. Saj je on meni povedal, da bo bloker in ga živ ne bo dal gor, to mi je sinoči rekel. Po Polakovih besedah naj bi bil župan sposoben doseči, da bi na vse potrebne papirje, gradbena dovoljenja in tako dalje, namesto 3 mesece čakal po več let. Polak je Jovanoviču obstoj teh domnevnih nenapisanih pravil dokazoval svojo izkušnjo z drugim projektom v Mariboru, s projektom, ki ga načrtuje tu, na Gospejini ulici v središču mesta. Polak je, kot navaja tožilstvo, dejal, da je želel projekt Gospejina sprva speljati mimo Arsenoviča. Je Polak želel Arsenoviča zaobiti, zaradi česar je Polak nato 2 leti zaman pošiljal vlogo na urad za gospodarstvo, saj so 2 leti prejemali zavrnitve. Po plačilu nagrade mestu oziroma podkupnine pa je Polak oziroma njegova družba SH Global d.o.o. v enem mesecu postala lastnica zemljišč na Gospejini ulici. Tožilstvo sumi, da je Polak za projekt Gospejina plačal najmanj 80 000, najverjetneje pa 150 000 evrov domnevne podkupnine. Kot prejemnik donacije pa se omenja teniški klub Branik, ki ga vodi Aljaž Kos. Ta skupaj z Arsenovičem v dvojicah nastopa na veteranskih turnirjih in tudi na protokolarnih dogodkih. Direktor teniškega kluba Branik Matej Sušac to odločno zavrača. Trdi, da klub od Polaka ali SH Global nikoli ni dobil nobenega denarja. Čeprav večina odredbe temelji na posnetih pogovorih, nam je Polak po telefonu zatrdil, da za projekt Gospejina ni plačal nobene donacije ali nagrade. Jovanovič se je še vedno opiral, da bi dal donacijo za zemljišče, kjer so bili prašiči. Po slabih 2 mesecih mu je Polak rekel:
Če želiš z Arsenovičem rešiti nastalo situacijo, se obrni na Tomaža Barado. Tomaž Barada je športni funkcionar in trener borilnih veščin. Arsenovič pri njem trenira boks. Polak naj bi Jovanoviču o Baradi in Arsenoviču povedal: Sta ful dobra prijatelja in tam se vse sklepa, veš? K Baradi hodijo ljudje, ki mislijo, da so šefi Maribora. Tam ne gre samo za telovadbo. Vse gre preko Barade. Ne bom kurir, niti se nimam časa posvečati korupciji. In res, prek Barade je nato Jovanovič izsilil sestanek z županom. Arsenovič, Jovanovič in Barada so se dobili v Baradovem športnem centru v ponedeljek 26. januarja zvečer. Arsenovič naj bi Jovanoviča tu spet poskušal prepričati, naj donira mestu, ter se pohvalil, da je uredil zadeve glede hiše na Ribniški, kot naj bi obljubil na prvem sestanku. Je Arsenovič Jovanoviču rekel, da se je držal njunega dogovora glede odpovedi predkupne pravice MOM v zvezi s hišo v parku. Čeprav bi lahko rekel, da bo hišo uporabil za 4 stanovanja s parkom, center za demenco, hospic, mladinski center in tako dalje, kar bi potrdili vsi mestni svetniki. In čeprav je MOM v zvezi s tem pridobila 4 mnenja, od tega pa sta bili 2 mnenji negativni. Nato je omenil tveganje, da mestni svetniki ne bodo sprejeli podrobnega prostorskega načrta, brez katerega ni gradnje. Saj da so, kot je dejal, Predmetna zemljišča okužena, ker je bil Jovanovič zaradi afere Pekarski-Pujski nesramen. če pa bi dal donacijo, pa bo. Na mestnem svetu lažje zgodbo oprav. Vendar Jovanovič ni popustil. Polak ga je še naprej prosil. Zato, da bo s tem območjem mir, tudi jaz prijateljsko povem. Od teh 80 dajemo 20-30, pa ne gre v k***c, to je moje mnenje. Pa se ne matramo več, pri takem znesku je to nič. In komu naj dam, je vprašal Jovanovič, Polak pa je odgovoril. Ja, Baradi daj Baradi. Jovanovič tudi Baradi ni želel dati nič. Na koncu je Polak dal 80 000 evrov Jovanoviču. To se je zgodilo v četrtek, 19. februarja. Polak je šel na banko in nato Jovanoviču na sedežu SH Global izročil papirnato vrečko 400 bankovci po 200 evrov. Točno mesec dni pozneje, 19. marca, so med hišnimi preiskavami po neuradnih podatkih kriminalisti v Polakovem sefu našli več kot 1 milijon evrov gotovine. Tako kot Polak, tudi Arsenovič in Barada nista želela dati izjave. Župan se je odzval na kratki novinarski konferenci dan po preiskavah. Vsakršen namig o osebnih koristih je neresničen. O odstopu ne razmišljam, saj zato ni nobene podlage. Moja vest je čista in nisem storil ničesar nezakonitega. Županske volitve bodo čez nekaj mesecev in Arsenovič je nedvomno pod pritiskom. Ko človek prebere to odredbo, dobi občutek, da se je v mestni občini Maribor ustanovila ena korupcijska hobotnica z ogromno lovkami. Seveda je občutek grozen, sploh če si predstavljaš, da se na ta način vodijo tudi vse javne investicije. Človek, ki je bil za preiskavo ključen, pa vsebine še ne želi komentirati. V bistvu na tej točki lahko povem samo eno, je zelo pomembno. Ne? Če je kdorkoli bil v kakršnikoli obliki seznanjen za korupcijo, bil del nekih koruptivnih ravnanj, naj to naznani organom pregona. To je edini način, da se bo dejansko to neko bolezensko stanje, ki je v družbi, zajezilo. Mariborski župan v Tarčo ni prišel, ker, kot nam je pisno pojasnil, povabila na razpravo o zadevi, ki je predmet predkazenskega postopka, žal ne more sprejeti, odločno pa zavrača vse navedbe o kakršnemkoli nepravilnem ravnanju. Gospa Jurše, ali ste vi odstopili kot mestna svetnica zaradi prevelike tolerance do korupcije, ker so svetniki vaše stranke menili, da ni potrebno pozvati župana k odstopu, ampak čakajte na sodišče? Točno tako. Dejansko je, bom rekla, v naši svetniški skupini prišlo moje vprašanje, ali nameravamo vsaj nek politični odziv narediti. Seveda si vemo, da je sodno preganjanje in sodna odločba nekaj, kar je pač formalno, je pa seveda tudi neka politična odgovornost. In moji sočlani svetniške skupine so pač menili, da je bolje biti tiho in tudi to je neka odločitev. To ni neko neutralno mnenje, to meni, da si se odločil, da ne boš ničesar rekel. In s tako odločitvijo seveda jaz z mojim delovanjem in z mojimi vrednotami seveda se ne morem poistovetiti in zato sem v začetku aprila tudi odstopila. Ker recimo na Ljubljanskem sodišču je treba čakati 15 let, da od hišnih preiskav pridemo do sojenja, ne, se pravi neke 4 mandate župana, potem bi počakali. Recimo, ja, tako, drži.
Župan vse zanika, smo slišali prej že, še enkrat ponavljam, ampak sodeč po odredbi pa nič ne gre brez donacij. Ali torej ima vse svojo ceno, sprememba namembnosti, sprejetje podrobnega prostorskega načrta, odločitev, da se občina odreče predkupni pravici ali pa da naprimer na dražbo umestijo neka zemljišča ali torej vse pa pod krinko neke družbene odgovornosti. Je seveda, če to, kar beremo v odredbi, drži in glede na to, da so to ugotovili organi pregona, predvidevam, da se v odredbi niso zlagali, potem seveda ima vse svojo ceno. Je pa tudi res, da se pač v širšem krogu v Mariboru te zgodbe poslušajo, torej noben se ne izpostavi, ampak poslušajo se pa že kar nekaj časa. In ja, seveda je tudi res, da če se nekdo pogovarja o donaciji mestu, potem bi morala biti logična poteza, če se že o tem pogovarjamo, da nekdo donira v občinski proračun, ne pa privatnim podjetjem, posameznikom, privatnim športnim društvom in tako dalje. Tistim, ki so blizu posameznikom, torej županom. Absolutno, pa tudi če ne bi bili blizu, se ne donira tja. Donira se v občinski proračun. Ker tudi, kot vidimo v odredbi, celo piše, da to ni bila niti donacija, ampak so bili izdani računi za opravljeno storitev. Kakšno točno? Še to vas bom vprašala, slišali smo, se vam zdi, da je 80 000 evrov nizka cena za ureditev nekega posla ali papirja, kot je dejal investitor v teh pogovorih, torej kot izhaja iz odredbe? Ja, kot smo razumeli v odredbi, je bila prvotna cena 200 000, očitno se da tudi malo barantat, če si, bom rekla, dovolj pogumen, da barantaš, lahko prideš tudi na nižjo ceno, očitno je to stvar dogovora. Na koncu so rekli tudi 20 000 evrov, samo da bo mir, da pač bo župan zadovoljen ali kakorkoli že, ne. Gospod Dober, vi ste bili nekdani direktor Mariborske Snage, odstopili se oziroma župan vas je zamenjal. Zakaj je do tega prišlo in kaj menite o njegovem načinu delovanja, ki je podoben temu ljubljanskemu, torej donacije v zameno za ureditev nekih zadev pod krinko neke družbene odgovornosti? Dober večer. Naj malo popravim. Meni je mandat potekel. Seveda, boril sem se za novi mandat, ki pa nisem bil uspešen, pravzaprav je bil uspešen nekdo iz druge politične opcije. Vi ste pač iz druge stranke, naj povemo, ste vedno še član SDS-a? Drži. Dejstvo je, da jaz ne odobravam tovrstnih sponzorskih in donacij, prav tako tudi to, kar se sedaj dogaja, velike svetovalnih pogodb. Ta trenutek pred očmi imam tudi javno podjetje Snago. Zakaj ima za vraga, če imamo javni holding, kar dve kadrovski firmi imajo noter, kar dva zunanje revizijske družbe, ki jim delajo neke dokumente. V mojem času nismo imeli pravzaprav eno svetovalno pogodbo, ki mi je pomagal zunanje finančne storitve, ker nisem zaupal finančnim storitvam javnega holdinga, prav tako tudi nepravnim. In zaradi tega sem prišel tudi potem v navzkrižje določenih interesov, da se pač to zaključilo. Kaj pa te donacije, če mogoče vprašam še konkretno, ali so tudi javna podjetja Snaga, ne vem, Nigrad, imela seznam, komu je treba donirati, koliko? Poglejte, seznam je pripravljal pravzaprav javni holding. Mi smo delali po navodilih, javni holding je zbiral v skladu z pravili igre seznam potencialnih, kam bi pač te donacije šle. Tisto, kar sem nasprotoval, je tako, če imamo že javni holding, če že javna podjetja, bi rekel, financira javni holding, bi moral javni holding to sam delati, ne pa, da smo v eni pogodbi kar 5 deležnikov. Dejstvo je, da bilo je veliko napak, tudi v mojem času, velikokrat smo morali dodajati na mojo pobudo tudi protikorupcijske klauzule, ki je bilo brez tega in to je bilo zelo, zelo, bi rekel, neprijetno delovanje. Gospod Dober, pa kateri so bili to klubi? Lahko malo konkretno poveste? Seveda, gledajte, od Mariborskega nogometnega kluba, potem je bilo tudi gledališče, Borštnikovo srečanje, bil je Lent, bile so razne prireditve, tudi ki so bile v sklopu turizma, Maribor kot takšnega. Jaz menim, da nekje se strinjam, vendar jaz se strinjam bolj tam, za stvari, ki sem jih imel jaz možnost, to se pravi, jaz imel fond 2000 evrov na leto, tisto, kaj sem jaz lahko sem dal, mislim, da je bil opornik gasilcem in pa mislim, da domu starostnikov kot takšnega, kjer smo pač mi delovali. Način, ki je pač deloval in še vedno deluje, ga pa ne zagovarjam, ker če pač so že neki presežki v nekem okolju, menim, da se z davkoplačevalskim in denarjem uporabnikov na tak način ne bi smelo ravnati. Gospod Rakovec, poglejte, brali smo v tej odredbi besede investitorja, če ne bo denarja, župan Živ ne bo umestil podrobnega prostorskega načrta na sejo, ali se da torej z modro kuverto priti do dokumentacije, tudi do spremembe namembnosti, je ta lokalna politika neke polje korupcije? En lep dober večer vsem skupaj. Ja, zdaj, tako je, mislim,
pri nas v Kranju je to nemogoče. Zdaj je približno 10. leto, kar teče sprememba občinskega prostorskega načrta in mi smo odprli poseben prostorski portal, na katerem smo v bistvu obdelali preko 600 pobud za spremembo. Imeli smo 2-krat javno razgrnitev, imeli smo tudi prvo branje z mestnim svetom in skratka vsak, ki je imel pobudo, je to lahko naslovil. Ampak vidimo za dražbo, recimo župan je tisti, ki odloči, da gre zemljišče na dražbo ali se pač odreče predkupni pravici ali pa mogoče sploh ne umesti podrobnega prostorskega načrta na sebe. Ne, to, kar se dražbe tiče, pri nas smo tako urejeno, da moj limit je do 10.000 evrov. Ali nakupa zemljišča ali prodaja zemljišča. Vse ostalo odloča mestni svet. In mi smo dejansko, moja funkcija je zelo omejena z tem, kaj sploh... Vse, ampak mestni svet, tam župan ima večino, potem pa te zadeve izvede. Jaz nimam ne koalicije in seveda je to še boljša varovalka. Veliko usklajevanja, ampak je varovalka. Kako si pa razlagate potem te izjave? Če bo investitor plačal 150.000 evrov, so mu potem odprta vsa vrata, recimo? Zdaj, to je predkazenski postopek, jaz to ne morem komentirati, jaz lahko sam zagotovim, kako to delamo pri nas in tega pri nas ni. Se pravi, pri vas donator ni donacija pogoj za to, da nekdo dobi posle, recimo donacija pri kakšnem športnem klubu, društvu, zvezi, kjer ste vi, ali to ni pogoj? Jaz sem zelo vesel, da smo danes to vprašanje odprli. Sploh všeč mi je, kar je gospa povedala. Dejansko, tako bom povedal, kar občina daje za športna društva, kulturna društva, pa njihove aktivnosti, vse to zajeda v občinski proračun. To ni naša obveznost. Ne govorimo o zvezah, pa društvih. Ne, se hočem sam povedati. In dejansko ta denar, ki se namenja, bi ga lahko namenili za investicije. In v nekem primeru dejansko donacije, da tako rečem, potrebujemo, ampak smo pa seveda omejeni oziroma čist zablokirani strani KPK-ja, strani delovanja, kakorkoli že zakona tudi. Mi tega ne smemo sprejemati. Razen seveda v tem primeru, če občina nima, če donator nima nobene koristi od občine. Pri nas se je že zgodilo, recimo konkretno nogometaš Iličić, med najboljših nogometašev, je daroval športno igrišče mestni občini Kranj. Nima nobene povezave, ne potrebuje mestne občine Kranj, ne živi v Kranju, ampak to je bila neka donacija. Zgodilo se pa je, recimo, ko je na javnem razpisu neka velika podjetje dobilo velik posel in ko se je zaključil, je želel dati donacijo in je moja pravna služba povedala, da tega ne smemo narediti. Lahko pa da donacijo zvezi, ali pa društvu? Mislim, lahko da, ampak... Ni pa to zdaj prednost potem, da sodeluje v poslih z občino? Ja, to tudi ne, ja. Gospod Stroligo, pogledajte, ali imamo mi v Sloveniji problem, da zdaj te donacije, ki naj bi pomenile neko družbeno odgovorno delo, očitno postajajo polje podkupnin, prek katerih se torej pretaka denar v zameno za ureditev papirjev ali nekega posla? Ja, pogledajte, mislim, da gre za kriminalno prakso, ki sodi v področje kazenskega zakonika. Zelo jasno je, da način delovanja, kjer kot uradna oseba, bodi si župan, podžupan, kdorkoli, ki ima pravico odločati o teh stvareh, pogojuješ storitve, ki jih opravljaš kot občina za občane, za neko donacijo, pa ni pomembno, ali ta donacija gre tebi v žep ali gre nekomu drugemu. Niti ni pomembno, ali gre za ta drugi s tabo povezan ali ne. Kaznivo dejanje zlorabe položaja uradnih oseb je zadosti, da storiš nekaj za zlorabo položaja v korist drugi osebi. Poglejte, zelo enostavno na moralni ravni, če bi recimo kot občan želel storitve kliničnega centra, potrebujem nujno operacijo hrbtenice in bi mi zdravnik rekel, v kliničnem centru opravljajo storitve tako, kot opravljajo občine za ljudi. Bi rekel, ni problem, mi pa ravno zidamo prizide tle za nevrološko kliniko, dajte mi donacijo tja, pa boste ali prej prišel na vrsto, ali vas bomo pa izvedli tle. Tu ne gre sploh za vprašanje družbeno koristnega ali to, kar poskušajo določeni župani proličevati dejavnost, da vse delajo v korist društva in tako naprej. Mislim, da če problem
financiranje športne, glasbene in druge dejavnosti izven proračuna, ker pač občinski proračun nima sredstev ali pa jih ima premalo za to, potem verjetno moramo na ravni države najti druge mehanizme, kako sfinancirati tako dejavnost. Ti mehanizmi so dejansko praksa, ki kaže na to, da zavest Slovenije in prepričanje, da bomo samo s kazenskim pravom tole rešili, je žal napačno prepričanje. Sam gospod Rakovec je omenil, zakaj je KPK pomemben. Še danes kljub temu se govori o tem, da ga je treba ukiniti. Ravno zato, ker je vloga tega organa, da razlaga, kaj je prav in kaj je narobe. Tudi na ravni etičnih standardov in potem na ravni tega, kaj je kazensko dovoljeno ali pa prepovedano. Gospod Trpin, vi ste strokovnjak tudi za upravne postopke, pa me zanima, ali imajo župani preveliko moč, glede na to, da lahko vplivajo na, se pravi, določene postopke, na sprejem določene dokumentacije, na pridobitev posla. Kako je s tem in kaj menite o tej zemljiški politiki Ljubljana-Maribor? Samo en stavek glede te donacije. Donacija sama po sebi pomeni darilo in darilo nikoli ne more biti prisilno, ker če je prisilno, ni darilo. Tako da takšna vrsta donacija, ki je vezana na opravilo določenega uradnega dejanja uradne osebe, ne more biti donacija. In iz tega lahko izhajamo, to sploh ni problem. Ampak gospod Trpin, če lahko samo dodam, na sodiščih pa seveda to je praktično v Sloveniji nemogoče dokazati, ne? Saj nismo imeli skoraj nobenega primera na lokalni ravni, naprimer, kjer bi dokazali, da je šlo za, da bi bila donacija podkupnina. Ja, to je težko zdaj komentiram, seveda, kaj delajo naši organi pregona in koliko so spretni pri lovljenju, bom rekel, kriminalcev. Ampak seveda je to težko dokazati, je pa najbrž treba poizkusiti in kdaj pa kdaj tudi uspeti. Kar pa zadeva tistega vašega vprašanja, ki ste ga prej povedali, seveda, župani imajo na področju urejanja prostora v občini relativno veliko moč. In če dobro pomislimo, tudi občina sama na sebi svojo moč črpa iz urejanja prostora. To je tisto, kar je najmočnejše v občini. Župan ima tu popolno procesno vlogo, kar pomeni seveda, da predlaga, seveda, da sprejme sklep o začetku nekega postopka, tega sprememba ali izdaje občinskega prostorskega načrta in seveda potem tudi koordinira strokovno delo, ki se ob tem pojavi, ker je treba izdelati osnutek tega prostorskega načrta in ga poslati nosilcem urejanja prostora, torej na republiške upravne organe in tiste, ki so zainteresirani na takšnem temu načrtu in seveda na koncu tudi predlaga končni sprejem na mestnem ali občinskem svetu, kar pa mora seveda dati še soglasje Ministrstva za naravne vire in prostor. Postopek je relativno, bom rekel, zgleda kompliciran. Tudi do neke mere je, ampak procesni vpliv je tu relativno močan. Če ima pa župan še večino v svojem mestnem ali občinskem svetu, je pa njegov položaj toliko močnejši. Brez njega se nič ne da. Bomo še konkretno, gospa Jurše, poglejte, še to bi vas vprašala, nakup spomeniško zaščitene zgradbe v lasti občine, kjer je šel župan zelo na roko investitorju in sicer je stavbo uvrstil na dražbo. Vi ste na sejah mestnega sveta takrat že opozarjali, da so zadeve vnaprej dogovorjene, ampak ali ste takrat vedeli, da so v ozadju tudi dogovarjanja za donacije? Ne, seveda nisem vedela. Iz postopkov, ki smo jih peljali, se je dalo razbrati, da je vsaj čuden postopek. In to sem tudi na seji novembra 2025 iznesla. Gre torej za zgodovinsko zaščiteno hišo, ki ima v svoji sestavi celo del starega srednjeveškega obzidja Maribora. In ne poznam občine, in delala sem že kar v nekaterih občinah, ki bi v bistvu nekaj, kar je bilo last občine in je zgodovinsko zaščiteno, želelo prodati oziroma se na nek način rešiti. V tem primeru je sodeloval zraven tudi javni medobčinski stanovanjski sklad, podobno kot pri parceli in zgradbi, ki jo je župan za svoje podjetje kupil na eni drugi lokaciji. Šlo pa je za to, da je torej SH Global v petek, sredi julija, želel z nakupom te parcele, ki je okoli hiše,
od mestne občine Maribor, torej dal vlogo in poglej zlomka, v ponedeljek z neverjetno brzino je torej župan že odločil, da seveda prodajamo ta del zemlje. In tudi sredi poletja je to bilo, ne, zadeve so šle zelo hitro. In ne samo to, to zemljišče sploh ni bilo v načrtu ravnanja s premoženjem, kamor dajaš vsa premoženja, nepremična in premična, s katerimi misliš nekaj upravljati. Samo še to, če dodava, poglejte, v odredbi glede tega so bili navedeni pogovori, da je Polak najprej hotel župana zaobiti pri tej zadevi in je zato 2 leti za manj pošiljal vlogo in sprejemal zavrnitve, po plačilu nagrade mestu oziroma podkupnine pa je njegova družba SH Global v enem mesecu postala lastnica zemljišča na Gospejni ulici. Gospod Polak danes sicer vse te navedbe zanika, ampak zadeve so stekle na hitro. Absolutno, torej v petek daš vlogo, v ponedeljek župan odloči, v petek naslednji je pa že dražba. Jaz ne vem, če so pri vas tako hitri, torej jaz ne poznam nobene občine, ki bi bila tako neverjetno hitra in šla na roko komorkoli, ki bi želel imeti neko nepremičnino. Pa gremo zdaj naprej, poglejmo še en konkreten primer. So bile donacije športnemu društvu in klubu Tomaža Barade, nekdanjega kandidata za predsednika Olimpijskega komiteja in prijatelja Saše Arsenoviča podkupnine za župana, ki je prijatelju omogočil posel posrednika pri zavarovanjih občine in občinskih podjetij. Mateja Cankar. Šport povezuje, slišimo pogosto. Tokrat je povezal 2 teniška navdušenca, ne le v gibanju, tudi pri poslu, in še enega navdušenca nad borilnimi veščinami. Mariborski župan Saša Arsenovič in Jaka Dolenc, direktor in večinski lastnik velenjskega podjetja Libra Premia, sta se, kot izhaja iz policijske odredbe za hišno preiskavo, osebno dogovorila za posel zavarovalnega posredovanja za občino in občinska podjetja. Libra Premia pa, da je v zameno za sklenjen posel nakazala neupravičena sredstva preko donacij za župana, piše v anonimni prijavi, vključeni v odredbo. To pa kaže na zlorabo položaja Arsenoviča za pridobivanje koristi skozi sistem podkupovanja. Kako je to potekalo, je policistom razlagal Jasmin Osmanovič iz podjetja Priori, ki je ta posel izgubilo. Z Arsenovičem sta se sestala v njegovi mariborski restavraciji Rožmarin in tam mu je župan osebno povedal, da potem, ko bodo pogodbe potekle, njegova družba Priori ne bo več sodelovala niti z enim podjetjem v okviru MOM. To se je tudi uresničilo. Kot pravi, novo podjetje je izbral oziroma določil župan Arsenovič ob špricerju na tenis turnirju v Portorožu, kjer sta bila prisotna tako Saša Arsenovič kot tudi Jaka Dolenc, direktor družbe Libra Premia. Iz odredbe je razvidno, da je sklenitev tega dogovora za Osmanoviča ena mafija. Javno naročilo zavarovanj vrednih okoli 5 milijonov evrov za obdobje 3 let je občina nato oddala konec leta 2023. Že čez nekaj mesecev so sledila sumljiva nakazila Libre Premije, je policiji sporočil Urad za preprečevanje pranja denarja. Komu? Mariborskemu športnemu veljaku in osebnemu prijatelju Arsenoviča Tomažu Baradi. V letu 2024 skupaj 26 tisoč evrov športnemu društvu T-Sport. Policija je ugotovila, da tiste mesece društvo ni izdalo nobenih drugih računov razen Libri Premiji. Nato še leto kasneje 10 tisoč evrov nakazila drugemu klubu Barade. Jaka Dolenc nam je zatrdil, da svoje delo opravljajo strokovno in zakonito. Da podpirajo različna društva in organizacije v slovenskem prostoru, leta 2024 denimo v skupni vrednosti 88 tisoč evrov, leto kasneje nekaj manj. A kriminalisti ob sosledju teh dogodkov utemeljeno sumijo, da ima Arsenovič prakso zahtevanja in sprejemanja nedovoljenih nagrad v obliki donacij v zameno za sklenitev poslov. Gospod Dover, tudi Snaga in Nigrad sta bila med podjetji, od katerih se je pričakovalo, da bosta zamenjala zavarovalnega posrednika. Ali se župan torej kar ob špricerju dogovori, kdo bo posloval s podjetji pod okriljem mestne občine in kaj menite o tem, da se je potem denar, potem ko je prišlo do tega posla z drugim podjetjem, od tega podjetja stekel v obliki donacij na športno društvo županovega prijatelja? Moram reči, da sem zgrožen, ko se to poslušam in vidim, kaj se vse dogajalo. Jaz lahko samo povem to, da sem imel tako pritiske s strani župana, kakor tudi direktorja javnega holdinga, da moram prekiniti obstoječo pogodbo
ki jo je moj predhodnik, direktor letnih pred mano, podpisal in že bila obstoječa. Pod seveda navedbo, da bo celotno občinsko premoženje zavarovano pač celovito pri enem posredniku. Mi smo imeli obstoječo pogodbo, jaz kar tako, ker če greš pogodbo prekinjati, so določene posledice, tega riska nisem prevzel, ker namreč zavarovanje avtomobila ali hiše je ena zgodba, zavarovanje javne družbe in pa ravnanje z odpadki je pa čisto nekaj drugega. In ta aktualni potencialni ponudnik, ki je bil tudi v moji pisarni in pač povedal, ni imel referenc in s takimi se nimam kaj pogovarjati. Dobesedno in ko smo zaključili to zgodbo, ko sem pa čas odšel, pa ne vem, a so zdaj sklenili, niso sklenili, to se pa več nisem seznanil. Gospa Jurše, kaj pomeni to, da se vse dogovarja v prostorih gospoda Barade? Vidimo, da so se potem tja stekle tudi donacije tega podjetja, za katerega se je, če sodimo iz odredbe, župan dogovoril torej za posel. No, že to, da nekdo, bom rekla, individualni funkciji, torej je župan, pa hkrati uraduje v svojih poslovnih prostorih, je vsaj najmanj čudna. Da se seveda tam nekatere zadeve dogovarjajo, nekateri pravi, da se dogovarjajo, ne vem, na nogometnih tekmah, nekje se dogovarjajo, ne vem, v gostilnah, nekje se dogovarjajo na golf tekmah ali pa nekih srečanjih. To je seveda nesprejemljivo. Politik, torej funkcionar in pa nek uradnik, torej tisti, ki upravljamo z javnim denarjem in izvajamo, bom rekla, neke uradne dolžnosti in naloge, se moramo pač zdržati kakršnega koli ravnanja, ki ni nujno, da je koruptivno, ampak lahko samo dela videz te koruptivnosti oziroma videz kršenja neke integritete in tega se treba izogibati. Zelo preprosto, se izogneš in tega ni. Gospod Rakovec, pogledajte, vi ste športni funkcionar. Kaj bi rekli na to, kar smo slišali, ali se prek športnih društev in klubov pere denar za politiko, za predstavnike elite, ali te zadeve tako tečejo? Ja, jaz sem športni funkcionar in moram priznati, zdaj predsednik Hokejske zveze 16. leto in tega se nikoli ni delalo. Ampak veliko je teh zgodb, ne? Poglejte, v zadnjem času se pojavljajo kar naprej preiskave od Ljubljane, pa zdaj smo imeli primer tega SDH-ja, kjer prav tako so se omenjali nogometni klubi, prek katerih naj bi te donacije tekle, ali je to način, kako se pere denar prek klubov? Mislim, jaz to ne moram komentirati, ker ne vem, ni nobenega točnega podatka. Dejstvo pa je, da recimo tudi v Hokejski zvezi je tako urejeno, da imamo revizijo vsako leto, da ne poslujemo preko blagajne sploh ni, vse gre preko računov in imamo nadzorni svet, imamo revizijo, skratka, si ne predstavljam, kako bi to lahko sploh naredili. A tole vas čudi, kar ste slišali? Ja, čudi me, ker šport je le šport, kot ste rekli, jaz sem tudi v Olimpijskem komiteju in tudi v mednarodnih vodah in dejansko to pač ni običajna praksa, ki bi jo jaz poznal. Ker zdaj se je tudi v tem primeru pojavil kot nekakšen posrednik, bomo rekli nekdani svetovni prvak, torej lastnik kluba, spomnimo se zgodbe iz Ljubljane, kjer je bil pa Zoran Lubej, prav tako zaposlen v klubu oziroma v javnem ljubljanskem športnem podjetju, prav tako deloval kot posrednik. Ja, ne poznam, res ne bi poznal te zadeve. Gospod Stroliko, lahko vi pomagate, vi ste strokovnjak mednarodno priznani za preprečevanje pranja denarja. Ali so klubi društva priročni za pranje denarja? Vidimo teh zgodb, gospod Rakovec jih sicer ne pozna, mi smo jih pa že kar nekaj obdelali, je bilo veliko v zadnjem obdobju. Poglejte, kar se tiče mednarodnih standardov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja turizma, Evropska unija z uredbo leta 2024, ki bo začela veljati 1. julija 2029, vključila profesionalne nogometne klube in agente in posrednike pri nogometu kot zavezance za preprečevanje pranja denarja. Tako kot so to banke, tako kot so to notarji, odvetniki in ostali subjekti. To pomeni, da bo ta uredba začela s 1.7. veljati v vseh državah članic Evropske unije takoj. Omejena na določene transakcije, in sicer gre za transakcije za sponzorji, za investitorji, transakcije med agentom in igralci, kar je pomembno. Zakaj? Zato, ker je nogomet verjetno najbolj popularen šport. Mislim, da je po ocenah iz leta 2024 se v nogomet samo v Evropski uniji obrnilo okrog 38 milijard dolarjev, vrednost trga nogometnega, s tem, da se ocenjuje, da bo svetovni trg do leta 2030 vreden okrog 70 milijard dolarjev. Se pravi, že dejstvo se toliko denarja obrne ob tem, da imate zelo pogosto neznane
investitorje v športne klube, ne zna, kdo je dejanski lastnik tistega, ki investira, ne posredniki so druga stvar, da se skozi cene, izkušnje iz Hrvaškega, če se spomnite športa, ne govorim zdaj samo o zadnjem smučarskem dogodku, kjer je seveda kolegi, bivši športniki kot funkcionarji zveze v naši okolici bili ujeti pravzaprav na pranju denarja in na zlorabi položaja. Pa zakaj so ti klubi tako priročni? Ali imajo manj nadzora, skratka, ali so te donacije tudi na nek način upravičene in potem je lažje seveda pretočiti denar? Dejstvo je, da če primerjamo neko drugo podjetje ali pa neko društvo ali pa klub, da so seveda davčne in druge obveznosti različne. Pri društvih zlasti je odvisno od tega, se ukvarjajo z pridobitno dejavnostjo ali ne, in glede na to je tudi seveda davčni nadzor ali pa kakršenkoli drugi nadzor, če govorimo zdaj o revizijah in tako naprej, redni, ki veljajo za določena podjetja, v društvih in klubih je to bolj redko. Sam se spomnim, v praksi smo imeli take primere še, ko sem bil v kriminalistični policiji, sem sam obravnaval eno tako, ker je pač gospod zlorabljal društvo ravno zato, da je prekanaliziral denar iz svojega podjetja, takrat družbenega, na društvo in ga tam seveda potem unovčil. Takrat temu nismo govorili pranje denarja, pa to je bilo tako. Tako da očitno vabljivost tega področja je, ali pa bom rekel tveganja na tem področju so večja, kot pa pri drugih, rečem. Je pa težko verjetno dokazati tudi to, ne? Ampak, veste kaj, se prečujem, samo to, vsako podkupovanje, vsaka korupcija je težko dokazati, zlasti, ko se zgodi med dvemi in zlasti, če se zgodi brez sledi papirnatih in drugih sledi. No, to sem hotela še reči, ker smo tudi iz te odredbe brali, zelo so bili prividni pri komunikaciji, niso imeli telefonov, ko so se pogovarjali, potem je bil posrednik, ki je prenašal te zadeve, zaenkrat pač niso pustili veliko dokazov. No, ampak so jih ujeli z tajnim policijskim sodelavcem, z občanom, ki je bil dovolj zavesten, da je gotovo, da to ni prav in je to prijavil. Mislim, da njegov poziv v zadnjem prispevku je bil ravno to, da če se srečate z tako zahtevo, da je prav, da se obrnete ne na organe pregona, ampak na organe odkrivanja, preiskovalne organe na policiji. Imajo ljudi, ki so sposobni to delati in to tudi dokazano so že naredili. Gospod Terpin, smo slišali opis, da ne bi bila to nekakšna mafija po pripovedovanju enega od teh udeleženih? Ja, zdaj mafija seveda pomeni povezava kriminala za politiko. In seveda, če so se na takšen način menili, potem je to seveda zelo blizu mafijske družbe, prav gotovo. Gospod Rakovec, ste želeli še kaj, če ne bomo še en prispevek dodali? Ne, v bistvu, ko sem jaz prišel na to mesto predsednika Hokejske zveze, dejansko smo peljali postopek očitne korupcije in sem tudi uspel. Je tudi končna tožba bila oziroma sodba na kazenskem sodišču in dejansko smo dokazali, da je to bilo in so bile tudi ustrezne kazni za moje predhodnike. No, zahodno od Trojanja ljubljanski župan, obremenjen z več korupcijskimi zgodbami, napovedal nadaljevanje do zdaj 20-letne županske kariere. Že desetletja spremljamo afere tako imenovanih šerifov z različnih koncev, zgodbe pa podobne preprodaje občinskih zemljišč, spremembe namembnosti, donacije in hitri zaslužki za ljudi v sorodstveni ali drugačni povezavi z župani. Žan Dolajš. Slovenska obala, kraj z blagodejno mediteransko klimo, čudovitimi razgledi in dragimi ter zaželjenimi nepremičninami. Nekdanji dolgoletni koprski župan Boris Popovič si je zaradi poslov z njimi nabral cel spisek postopkov. V času njegovega županovanja je občina Koper ruskemu državljanu denimo prodala 4000 kvadratnih metrov veliko občinsko parcelo v Kolombanu. Občina je zemljišče z razgledom na morje šele nato komunalno opremila, Rus pa je razparceliral zemljo in jo le malenkost dražje od nakupne cene prodal. Alešu Hojsu, ženi Borisa Popoviča, njegovemu nekdanjemu svetovalcu in nekemu zdravniku. Ko so se stvari razvedele, so obalni nepremičninski strokovnjaki ocenili, da so izbranci ekskluzivne parcele dobili za polovico tržne vrednosti. Za stavbno parcelo na Kolombanu s pogledom na morje je resnično nizka cena. Ta cena bi bila vsaj še enkrat višja oziroma več. V času Popovičevega županovanja so medije redno polnili takšni naslovi. Popovič Rudoni omogočil dober zaslužek. Koprski župan spet pod drobnogledom kriminalistov. Spet gre za prodajo nepremičnin. Med očitki se je znašla tudi prodaja koprskega lokala Karpačo. Na občinsko dražbo za lokal se je prijavilo le podjetje županove matere. In prav to podjetje je lokal tudi kupilo.
Dobrih 10 let kasneje, na drugem koncu Slovenije, zelo podobna zgodba. Javna dražba hiše stanovanjskega sklada Maribor, edini dražitelj in kupec hiše pa podjetje mariborskega župana Saše Arsenoviča. Njegovo podjetje je od mariborske občine z neposrednimi pogodbami ob hiši kupilo še zemljišča. Hišo je Arsenovičevo podjetje dobilo kar po izklicni ceni 155 tisoč evrov. Konkurence na dražbi namreč ni bilo. Gurs pa sicer nepremičnino ocenjuje na skoraj 300 tisočakov. Pa ne o tem presoja občanje Maribora. Pokupuje že pol Maribora, pa nihče nič. Vse je bilo skladno z razpisom in zakonito. Tako pa aktualni mariborski župan, ki se je zdaj znašel še v predkazenskem postopku, ker naj bi svojo naklonjenost nepremičninskemu poslu pogojeval z donacijo za občino. Donacije so za slovenske župane očitno zanimiv, a spolzek teren. Zaradi njih se je v primeru Gratel na sodišču že pred leti zagovarjal ljubljanski župan Zoran Janković. Tudi v njegovem zadnjem predkazenskem postopku pa mu tožilstvo očita, da je prek posrednika investitorju v nadstandardno stolpnico Bellevue Living posredoval seznam zahtevanih donacij v skupni vrednosti 100 tisoč evrov. Nepremičninski projekt je imel sicer resne težave s pridobivanjem gradbenega dovoljenja, ki je bilo na koncu izdano v sumljivih okoliščinah. Pri pristojnem uradniku pa je policija našla velike vsote gotovine. Zanimivo, investitor v stolpnico se je po končanju projekta javno zahvaljeval predvsem ljubljanskemu županu. Zoran Janković že 20 let vodi zemljiško politiko našega glavnega mesta in v medijskih arhivih je kar nekaj zgodb, ki kažejo, da je bil tudi njegov najožji družinski krog močno vpet v nepremičninske posle po Ljubljani. Kjer pa je zaradi podivjanih scen nepremičnin sprememba namembnosti zemljišča skoraj kot zadetek na loteriji. 500 kvadratnih metrov veliko zemljišče v Ljubljani se danes prodaja za okoli 16 tisočakov, 414 kvadratnih metrov zazidljive parcele pa za skoraj 300 tisoč evrov. Takšne razlike v vrednotenjih seveda prinašajo tudi korupcijska tveganja. Je glede na številne afere nadzor nad prostorsko in zemljiško politiko lokalnih veljakov ustrezen? Strokovnjakinja za lokalno samoupravo in podžupanja Bolhovega Gradca meni, da je varovalk dovolj, tveganja pa se povečujejo tam, kjer župani vladajo že dlje časa. Dajmo se vprašati, če imamo vse varovalke noter, pa še zmer se nekdo skozi te varovalke prebije, zakaj tisti organi, ki morajo to sankcionirati, tega ne sankcionirajo? Spet, morda nič ni tam. Čeprav, kjer je dim, je tudi ogenj, morda pa ne. In bi potem tudi ta slaba jabolka odbrali. Zgodbe o spornih zemljiških poslih županov so značilne praktično za vso Slovenijo, a največ jih je v pomembnih urbanih središčih, kjer so cene nepremičnin tudi najvišje. Lejte, tam, kjer je velika pogača za razrezati kakšne drobtine, hitrej padajo, kakor nekje, ki so že v štartu samo drobtine, a ne? No, kar nekaj vprašanj, gospod Trpin, mogoče začnemo s tem, ali so neomejeni županski mandati napaka, potem župani postanejo nekakšni šerifi, spletejo to mrežo lojalnih ljudi in postavijo finančne tokove. To napako smo nedvomno storili ta 1995, ko smo vzpostavili sistem lokalne samouprave. Takrat smo mislili, da je to pač nekoliko bolj demokratično, da ljudje, ki so izvirajo iz lokalne skupnosti, so tam blizu in bojo to bolje delali. No, na koncu se je izkazalo, seveda temu realno gledano ni tako. In da se je ta lokalna oblast na posameznih občinah preveč razpasla, čisto preprosto. Gospa Jurše, kakšno tveganje predstavlja, da so župani tudi sami vpeti v nepremičninske posle, recimo v Mariboru neposredno, v Ljubljani se pojavljajo podjetja povezana z družino, župan pa je tisti, ki odloči, ali bo občina recimo prodala neko zemljišče, odloča tudi o občinskem prostorskem načrtu. Ta ureditev dejansko je podlaga za sistemsko korupcijo. Preprosto so dobički preveliki. Vi lahko za eno samo hektarom zemlje postanete milijonar, ker kupite parcelo po 1 evro za kvadratni meter in ga prodate po 300, 500. In v tem je seveda glavni problem. Glavni problem je sedaj tu, kdo torej to zemljiško rento zajame. V vsakem primeru jo plača kupec, zajame pa jo ali
realno gledano, tisti, ki zemljo prodaja, tisti, ki iz tega naredi potem zazidljivo zemljišče in v tem delu seveda naredi en ogromen posel, ne? Kvadratni meter poveča njegovo ceno za 300-krat. Kako se potem to razdelijo? Praviloma to seveda potem pobere investitor. Kako se potem ali eventualno razdelijo, to ne vemo. Potem so pa tukaj še hišni gradbinci, pa hišni projektanti, pa seveda vse se pa vrti okrog tistega, ki odloča, to je župan. Tako je. Gospa Jurše, hvala. Gospa Jurše, ali je to problem, da so ti župani sami vpeti in tudi kaj ste vi zaznali, kdaj ste vi opazili, da je ta zemljiška politika teče po nenavadni poti? Torej, jaz sem zaznala to že zelo zgodaj, v bistvu v januarju leta 2023, ko smo imeli en takšen podoben primer, kot smo ga prej videli. Se pravi, šlo je za parcelo, ki je bila manjša kot 500 kvadratnih metrov in pred mestni svet je župan dal gradivo, s katerim bi naj mi odločili, da se umakne gradbena meja. Kaj pomeni gradbena meja? To pomeni, da pač do te meje oziroma preko te meje ti ne moreš graditi. Ne moreš pa graditi zaradi tega, ker je ali nek vod, plinski, ne vem, kanalizacijski in tako dalje, ali pa neko varovano zemljišče zaradi cestišča. In seveda, ne, ko smo to mi gledali in vprašali, zakaj pa točno moramo za to premakniti, parcela je 500 kvadratov, tako ali tako ne moreš nič kaj gor na njej graditi, že brez te meje. Kaj šele z mejo? Je bil pač odgovor, da je to družina, ki želi graditi svojo družinsko hišo. Seveda, poudarek je, da je to lokacija na eminentni ulici, to je Tomšičev drevored ob Mariborskem parku. V nadaljevanju smo seveda svetniki povedali, da se s tem ne strinjamo, to je bila že druga seja, smo glasovali proti temu. No in očitno so ti tokovi znotraj zapeljali zadeve na način, da v tretjem poskusu je župan uspel in je zbral dovolj glasov, da so ljudje glasovali za to. Največji, bom rekla, catch v celotni zgodbi pa je v tem, da je šlo seveda ne za neko družino, ki bi imela to parcelo vlasti že zadnjih, ne vem, 100 let, ali pa nekaj podedovala, ampak je to kupil sin priznanega mariborskega zdravnika pred 2 letoma, vedel je, oziroma je moral vedeti, kaj je kupil in so se očitno morali tako dogovoriti, da bi mu pač omogočili gradnjo na teh 500 kvadratnih metrih in tako v tretjem poskusu z istim gradivom je zadeva šla skozi. Zdaj, ne moremo dokazati ničesar, lahko si pa mislimo, da je vse to zelo, zelo čudno. Gospod Dover, ali, poglejte, veliko teh zgodb spremljamo z različnih koncev države, različnih županov, različnih ideoloških nadzorov, ampak vidimo, da je zelo malo epilogov na sodišču. Kaj menite o tem? Ja, bom rekel zopet tako, sem razočaran, da kaj vse odkrivate novinarji, da pa pristojne službe, ki so za to imenovane, svojega dela ne opravijo. Jaz verjamem, da bo prihodnost morda malček svetlejša, ko se te stvari uredijo, neke napovedi so, neke vidiki so. Sicer pa lahko rečem za Slovenijo, da je v Sloveniji pravica zelo počasna, ampak vedno pride. In takrat je zelo boleče. Zdaj samo stvar trenutka, kdaj. Ali imamo tudi preveliko toleranco do tega, se pravi, ljudje, do korupcije, ne? Zagotovo mislim, da je neka anemičnost prisotna v naši družbi. Ker vsak misli že iz tega, da ne bom šel na volitve. Ker jaz vedno pravim, da stanje družbe v nekem okolju odvisno od tistih, ki tam živijo. In sedaj, če pač tam živijo kriminalci, bo pač kriminalno okolje. Če tam živijo neki pošteni ljudje, znani ljudje, potem tudi, ki nekaj znajo, nekaj naredijo, bo to družba čisto malo drugačna. Ne želim se zapirati v gete, vendar danes, ko vidim tole, kam gre razvoj Slovenije, če nima, poznam lokalne skupnosti, ki imajo zelo dobro strategijo ravnanja tudi z zemljišči kot takšnega, imajo jasna merila, jasne korake, vendarle seveda trknemo potem tudi od takšne primere, kakor tudi to, da če bi rekel, da 15 menedžerjev v Slovenijo so pokvarjali, da smo vsi menedžerji pokvarjeni v Sloveniji, tako je tudi tukaj noter. Od 212, bi rekel, županov, lahko rečem, da jih osebno sem v poslovni karieri spoznal več kot polovico, deloval z njimi in se krvavo podbijajo, kako neke stvari narediti. Te sledi, ki pa so sedaj, tako v Mariboru, ne bom se spuščal v Ljubljano, kot takšne, kakšno sled puščamo mi našim zanamcem, našim mladini, to se pravi, dajmo zakonodajo kršiti, saj nam nič ne morejo. Gospod Stroligo, imamo preveliko toleranco do korupcije in takšnih zgodb, in ali kje imamo mi težavo, da te zadeve na sodiščih redko pridejo do nekega epiloga oziroma, bomo rekli, obsodilne sodbe. Kaj je narobe?
preden odgovorim na ta drugi del vprašanja, bi lahko rekel ravno, da mislim, da se vse začne pri tem, ko nekdo dobi uradna pooblastila, dobi s tem ne samo pravice, ampak tudi dolžnosti. Ko je najkasneje, ko je zoper tako osebo uvedena formalno preiskava, bi te osebe morali zaradi zaščite interesov organa, ki ga vodijo ali pa so zraven, odstopiti. Tudi če se kasneje zgodi, da se v kazenskem postopku ne. To bi moral biti pravilen postopek. Seveda, to zahteva zaupanje v državne organe, to zahteva zaupanje v to, da policija dela strokovno, da tožilstvo dela strokovno in da bo tudi preiskovalni sodnik, preden se bo odločil o formalno uvedbi preiskave, presodil vse dokaze, ki so takrat. Ampak gospod Stroligo, če vas samo za sekundo prekinem, ne, ampak zakaj bi nekdo odstopil? Politiki ponavadi taka zaravnanja opravičujejo, volivci pa potem te politike ponovno izvolijo, ne? To hotel povedati, da so pričakovanja, ne vem, v konkretnem primeru od predsednika vlade, kjer KPK vodi postopek in ima določene ugotovitve na ravni nekaznivih dejanj zaenkrat, ampak na ravni kršitve etničnih standardov vsi pričakujejo, da bo odstopil, je pritisk na to. Na drugi strani imate pa župane, kar nekaj županov v zgodovini, ki so ujeti, celo na trakove ujeti, in tudi ti podatki postanejo jasni, pa se jim ne zdi niti toliko zavesti nima, da bi sami bili toliko v zaščito svojega organa odstopili, zato ker s tem dokažeš, da si pravzaprav prav. Zdaj pa seveda to zahteva zavest, se strinjam, s tem to zahteva tudi, kakšne so pričakovanja okolice, kako politične stranke delujejo z svojimi mehanizmi pritiska na njihove predstavnike v različnih strukturah oblasti. Kar se tiče pa kazenskega prava, ko sem profesor Trpin je bil na fakulteti, takrat, ko sem jaz študiral pravo, so nam vedno rekli, da je kazensko pravo tanker in da se počasi premika. Torej, pričakovati, da bo zdaj v kazenskem postopku, če ni pripor odrejen zoper osebo, pa če ni začasno zavarovan odvzem premoženjske koristi, so ti postopki potekajo normalno. Ampak gospod Stroligo, 15 let od hišne preiskave do začetka sojenja pri ljubljanskem županu. Ne, sej lahko vam naštejem se svojih 30 zadev, ki sem jih vodil, pa so enako, smo čakali, sem bil prej pokojen, preden je določena zadeva končala. Se strinjam, postopke je mogoče skrajšati, mislim, da Slovenija na tem področju ni naredila dovolj. Ena od stvari, ki je dolgo let, 30 let na mizi ministra za pravosodje in organov, je da ukinitev preiskovalnega sodnika oziroma spremenitev vloge. No, tega ni nihče še naredil, bomo videli, če bo morda kdo zdaj. Ja, mislim, da pričakovanja, vsaj to, kar sem videl v nekaterih programih ustanovitev skoka, mislim, da se tako imenuje, pozablja na eno stvar, ker je to kopija hrvaškega sistema. Hrvati so tožilcem dali tudi preiskovalna pooblastila. Hrvati nimajo več preiskovalnega sodnika s tako vlogo kot pri nas. Skratka, če bomo to dali zdaj v tožilstvo, posebno ekipo, ne bomo rešili problema počasnosti. Tudi slučajno ne. Tako da to je napačna percepcija, ker zahteva bolj radikalno spremembo postopka za kazenske prava. Gospod Rakovec, mogoče, da bi zaključili ta del, pa me zanima, ali vi menite, da bi moral nekdo, ki je obremenjen s tako resno zgodbo, čeprav je to še v predkazenskem postopku, odstopiti, ali vi menite, da ne čaka potem na sodišče, ne vem, 15 let, da bo prišlo do procesa, če bo? No, prav gotovo doba 15 let je predolga, ampak to ni stvar župana, to ni stvar lokalne skupnosti. Dejstvo pa je, da seveda, dokler se ne dokaže krivda, ne vem, zakaj bi lahko nekdo odstopil. Veste, danes ste lahko nek rumeni medij obtožil vsega in se sprožijo neki postopki in kaj, na osnovi tega ne bi odstopili. Ampak to so neke resne obtožbe, oziroma vsaj sumi zaenkrat, ampak ne gre za neke rumene zapise, ampak vendarle neke ugotovitve policije. Gospod Stroligo, vi tudi menite tako? Ne, mislim, gospod Rakovec je bil direktor zavarovalnice, če hočeš postati direktor podjetja, tako velikega moraš biti fit and proper. En od kriterijev fit and proper, da nisi bil v nobenem kazenskem postopku. Ne samo, da nisi bil obsojen. Zakaj? Ker je tveganje vodenja take inštitucije, zlasti finančne, velja enako za politiko, kjer si ti vzor tudi drugim, je preveliko, da bi lahko čakal na končno odločitev sodišča, ne glede na to, da se ti lahko zgodi krivica, tako kot ste povedali. Saj mogoče je gospod Stroligo zdaj zadevo. Jaz sem vse te prakse iz zavarovalniškega posla, ker ste rekel fit and proper, prenesel tudi tukaj. In jaz mislim, da ne zdaj metati vse župane v isti koš. To je zelo pomembno. Danes imamo tako občutek, da vseh 212 županov nekaj tlačimo v žepe. To res ne. Treba se je lotiti zadeve, da se dela transparentno. Jaz to, kar ste povedali, to za mene ni možno. Mi imamo toliko enih komisij ustanovljeno, preko toliko enih ljudi gre, da je to toliko javno, da si nihče ne upa pri nas, da bi karkoli na tak način speljal. Saj govorimo o tem, kako bi izločili ta gnila jabolka, če zdaj citiram profesorico. Tako da bomo zdaj naredili predah in se kmalu vrnemo.
skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Adijo balast. Živjo Bob. Izberi ravno prav vsega za najboljšo ceno. Paket rumeni Bob z neomejeno komunikacijo in 3 meseci brez naročnin. Brez skritih stroškov, za nič skrbi na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta. 3, 2, 1, tuš! Sezona ledenih kav je tukaj. Izbrane kave zdaj 20% ugodneje. Legendarni sladoled Planica 2 litra pa kar 40% ugodneje. Zato gremo tuš. Drži se dobre Galaxy smeri in tvoja plovba bo varna. Ob vrhunskih napravah Galaxy AI dobi za darilo Galaxy Tab S10 Lite. Glej onkraj obzorja, ker ko si želiš veliko, dobiš še več. Urejena okolica, splača se. Od četrtka v Lidlu. Akumulatorski rezalnik lesa 24,99 €. Akumulatorska kosilnica na nitko 24,99 € in cev v škatli 15,99 €. Lidl, splača se. Letala, helikopterji, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja. Toyota Yaris Cross Hybrid od 23.990 € z do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota. Stop motornim vozilom v naravi. Narava spregovori v tišini. Bi bili radioaktivni, vendar čutite utrujenost in izčrpanost? Dr. B Magnesium Sport z aminokislinami. Edinstvena kombinacija za dobro delovanje mišic in več energije. Dr. B Magnesium Sport. Skočite v akcijo in sklenite gotovinski kredit naprej v akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo. Ker mi je mar za dober piknik, slovenske piščančje krače ali stegna dobim kar 50% ugodneje. Alpsko mleko po 35% nižji ceni, izdelke Ariel pa s 45% popustom. Pomagaj nam biti še boljši. Po nakupu oceni svojo trgovino v aplikaciji Spar Plus in sodeluj v nagradni igri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. To so Maldivi. Agencija za Maldive. Moji Maldivi. Moj M, tvoja aplikacija za še več prihrankov. Unovči kupone za dodatne popuste. Čevapčiči Mercator 25% ceneje. Bio limone 25% ceneje. Narezek pršut Mercator 30% ceneje. In šampon in gel za tuširanje Subrina Kids 35% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator. V Telemachovi Gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri. V Šparu prišparaš vsak konec tedna. Sveže pakirano meso pivka tokrat dobite 25% ceneje. Ob nakupu 12 S-Budget energijskih napitkov vam jih podarimo še 12. Semena, zemlja in gnojila pa so prav tako na voljo po 25% nižji ceni. Ne pozabite tudi na kupon za 10% popust na celoten nakup. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. 3, 2, 1, tuš! Piščančja krila samo 2,99 € za kilogram. Prve slovenske jagode na naših policah le 3,59 €. Sladoled Leone žogica 35% ceneje. In plato Radler Union le 19,68 €. Zato gremo tuš. Ostale so nam samo še zadnje besede. Gospa Jurše, ali lahko s takimi praksami opravijo samo volivci? Torej, če povem besede kolega, ki me je pospremal na pot v Ljubljano danes, je rekel, veš kaj, Karin,
nič se desekiraj, Maribor ima naravno selekcijo in noben župan ni preživel več kot 2 mandata. Gospod Dover. Ja, iz osebnih izkušenj, ki sem jih doživel, so bile takšne prakse, ki so neustrezna in upam, da za nastopom nove oblasti se bo nekaj spremenilo, ker sicer se bodo slabe prakse nadaljevale. In želim si, da se res to spremeni. Gospod Rakovec. Ja, jaz sem zelo vesel, da smo se danes lotili te teme donacij. Vzunaj sistem zelo lepo deluje in tako kot smo ugotovili, če bi se postavila pravila, bi bilo to en zelo dober finančni vir za občine. Gospod Trpin. Glavni problem korupcije v Sloveniji je to, da smo do nje kot družba daleč preveč tolerantni. Če bo šlo tako naprej, bo ta korupcija kot družbeno sprejemljivo ravnanje postala tako normalna, da bo korupcija v bistvu izginila. In na koncu jo bomo lahko samo še digitalizirali in v obrazcu za pridobitev gradbenega dovoljenja v desnem zgornjem kotu bo ikona z majhno narisano kuverto, kamor boš pritisnil in boš dobil znesek in račun, kamor boš nakazal svoj koruptivni znesek. Hvala, gospod Trpin. Gospod Stroligo. Jaz mislim, da boj proti korupciji nikoli se ne konča. To je prva stvar. Mislim, da je treba začeti z povečanjem odgovornosti nosilcev oblasti na vseh nivojih, ne samo na občinskem, tudi na državnem. Drugič, treba se loti stvari tako kot vse pametne države in na ravni preventive in na ravni represije. Če si kdo misli, da bo z organizacijo specializiranega organa znotraj tožilstva ali pa kakšnega okoli drugega rešil problem, je to samo, bom rekel, napačna predpostavka. Hvala lepa vsem, da ste se odzvali, prispevali tudi k večji transparentnosti pri tej temi in hvala vam, ker ste nas spremljali. Ne zamudite Tarče tudi prihodnji četrtek ob 20. uri. Nasvidenje in srečno.